Najlepša hvala za besedo, še enkrat lepo pozdravljeni. Ja, torej z Božom Repetom sva pripravila kratek splošni oris okupacijskih meja na Slovenskem v času druge svetovne vojne. Gre seveda za pomembno raziskovalno vprašanje, ki pa je bilo v preteklosti v veliki meri spregledano, čeprav je korpus literature o drugi svetovni vojni na eni strani in o mejnih vprašanjih na drugi strani zelo obsežen. Ampak ti dve temi nekako nikoli nista bili obdelani v sinergiji, zlasti pa ne v tolikšni meri, kot bi lahko pričakovali. Zato verjamemo, da smo s pričujočim projektom v večji meri zapolnili vrzeli, čeprav seveda nobena zgodovina ni popolna ali dokončna in bo potrebno tudi v prihodnje ta segment zgodovine še dopolnjevati. Meje so seveda bile in so stalnica povprečnega Slovenca tudi v času, ko naj bi tako imenovane trde meje padle. Že trenutna situacija, v kateri smo se znašli, pa tudi migracijska kriza iz leta 2015, sta jasno pokazali, da je korak do trdne, vidne meje zelo kratek. Vse meje so namreč posledica potrebe po redu, nadzoru in varovanju človeškega življenja, sočasno pa odsevajo vzgibe po pripadnosti in razlikovanju nas od drugih. Meje so torej človeški konstrukt, ki ga zamejujejo moč in prisila, družbena organizacija in promocija kolektivne identitete znotraj zamejenega ozemlja. Sodobne meje so se oblikovale s konceptom nacionalnih držav, znotraj katerega so meje postale nedotakljive, hkrati pa tudi porok za obstoj nacionalne države in orodje dokazovanja njene legitimitete. Ozemeljska agresija, ki jo bodisi izvede druga država, bodisi izvira iz države same, se je torej v tem konceptu nacionalne države začela obravnavati kot agresija proti narodu, ne proti državi kot taki. Tako se narod identificira s svojimi mejami in so za njega nedotakljive. Ali z besedami Erika Hobsbawma, nič ne bo v ljudeh vzbudilo zavedanje o kolektivnem obstoju bolj kot možnost zasedbe. Princip ozemeljske integritete in nedotakljivosti pred zunanjimi intervencijami so torej tisti temeljni cilji, ki jih države želijo doseči. Težava pa seveda nastane, ko se pojavijo države ali koalicije držav, ki ozemeljsko nedotakljivost zagovarjajo, dokler gre za ohranitev lastne celovitosti, istočasno pa kršijo integriteto in nedotakljivost drugih, načeloma šibkejših držav. V času druge svetovne vojne oziroma v času med obema vojnama je prav slovensko ozemlje postalo stičišče štirih irredentističnih, revizionističnih in nacionalističnih sil, ki so spodbijale princip ozemeljske integritete in nedotakljivosti za voljo širjenja lastnega državnega teritorija. Vsak izmed štirih okupacijskih režimov, torej nemški, italijanski, madžarski in režim neodvisne države Hrvaške, je poskušal utemeljiti svojo pravico do razkosanja Slovenije na različne načine. Italijani denimo so bili prepričani, da bodo s pridobitvijo novih ozemelj na Slovenskem zadostili popravi vsaj dela krivic, ki se jim je zgodila z neuresničitvijo ali pa recimo delno uresničitvijo londonskega sporazuma iz leta 1915. Nemška politika je svoje priključitve povezovala z avstrijsko upravno posestvijo v Habsburški monarhiji in pravico do priključitve izgubljenih delov Koroške, Štajerske, pa tudi Gorenjske z Mežiško dolino. Madžari so prav tako temeljili priključitev Prekmurja na upravni zgodovini, po kateri je Prekmurje do razpada Habsburške monarhije sodilo v madžarski upravni aparat. Neodvisna država Hrvaška pa je pridobila manjša ozemlja na vzhodni meji, kot je prikazal že Matija Zoran, ki pa so prav tako temeljila večinoma na historični meji Avstrije in Madžarske, vsekakor pa ni dobila toliko, kot je denimo velela v obdobju ilirizma oživljena teorija tako imenovane alpske Hrvaške, zaradi katere je ustaško gibanje meje NDH prvotno risalo celo v Triglavskem pogorju.
No, zasedbo slovenskega etničnega ozemlja je bilo leta 1941 na Slovenskem 5 mejnih območij in meja, katere je predstavil že Matija Zorn, pa jih vseeno ponovimo, se pravi meja med Madžarsko in Nemčijo, pa meja med Madžarsko in NDH, meja med Nemčijo in NDH, najdaljša nemško-italijanska meja in pa meja med NDH in Italijo. Zdaj, kljub formalni vključitvi tako imenovane Ljubljanske pokrajine v Italijo, je še vedno ostala tudi tako imenovana Rapalska meja, ki je ločevala primorske Slovence od preostalih. Skupno je torej dolžina meja na Slovenskem med drugo svetovno vojno, kot je povedal že Matija Zorn, bila 665 kilometrov. Med posameznimi mejami obstajajo določene razlike oziroma so obstajale določene razlike, denimo v prepustnosti ali obsegu zastraževanja. Skupno pa jim je bilo sosledje nastanka. Najprej je prišlo do splošne določitve poteka meja na politični ravni. Sočasno ali pa kmalu zatem je sledila vojaška zasedba in provizorično markiranje meja na terenu. V tej fazi je tudi nemalokrat prihajalo do prerivanj glede nekaterih razmejitvenih točk med okupatorji, ki so seveda sicer bili zavezniki. No, ko pa je najbolj akutna faza okupacijskega procesa minila, je sledilo natančnejše določanje meje, tudi z delom razmejitvenih komisij tam, kjer so seveda obstajale. Na koncu so vojaki bolj ali manj intenzivno mejno področje še očistili in fizično zavarovali meje, pri čemer pa so bili najbolj dosledni Nemci. Na diplomatskem nivoju je pravzaprav prihajalo do pogovorov o poteku meja le na najnižjem, lahko rečemo, mikronivoju. Namreč na makronivoju je že 27. marca 1941, torej neposredno po puču v Jugoslaviji, Adolf Hitler na sestanku o napadu že začrtal glavne linije razmejitve med okupatorji na Slovenskem. Načrt je prvič postal javen, ampak samo za nacistični upravni aparat na današnji dan pred 79 leti, torej na dan napada Jugoslavije na Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo. Dejanska delitev pa je potem potekala po tako imenovanih začasnih smernicah za razdelitev Jugoslavije, ki so bile določene 12. aprila 1941 in sicer v Mönchkirchnu pri Wiener Neustadtu, vendar se pod njih ni podpisal Hitler, čeprav jih je pravzaprav ključno začrtal, temveč Wilhelm von Keitel, vrhovni poveljnik nemških oboroženih sil. Ostale zaveznice pa, kot rečeno, globalno niso imele besede pri delitvi ozemlja. Vsi okupatorji na Slovenskem so si svoj del teritorija ogradili z mejnimi preprekami, ki so ločevale posamezne okupacijske cone. Lahko rečemo, da če bi tedaj obstajali satelitski posnetki, bi Slovenijo pokazali kot veliko koncentracijsko taborišče, ki je bilo na zunaj, torej na 5 okupacijskih mejah obdano z bodečimi žicami, bunkerji, minskimi polji in stražnimi stolpi. Vzpostavljanje teh preprek so pospremili vojno nasilje, deportacije prebivalstva, prebegi iz ene okupacijske cone v drugo, hkrati pa so zaradi življenjskih potreb, pa tudi za voljo upora, nastajali utečeni ilegalni prehodi. Vse to je neizogibno povzročilo številne travme in pretrgalo tradicionalne vzorce migracij, kmetovanja in trgovine. Meje pa so pomenile tudi uvedbo različnih politik z nalogo tu živečega prebivalstva, torej Slovencev, asimilirati po načelih, ki so jih načrtovali v novih političnih centrih. Okupatorski režimi so se posledično lotili etnocidnih in genocidnih postopkov, ki so v največji meri prizadeli ravno prebivalstvo, ki je živelo v obmejnih področjih. In
te postopke je mogoče prikazati tudi statistično. Namreč preko 58.000 Slovencev se je znašlo v nemških in italijanskih koncentracijskih taboriščih, skoraj 700 v madžarskih ter okoli 400 v hrvaških taboriščih. Blizu 20.000 jih je bilo v konfinaciji in na prisilnem delu, 80.000 v zaporih, 571 Judov je bilo deportiranih, med njimi jih je bila večina umorjenih v Auschwitzu. Nemci so nameravali tudi izgnati med 220 in 260 tisoč Slovencev iz svoje okupacijske cone. Nazadnje jim je uspelo izgnati recimo samo 63 tisoč. Okoli 17.000 jih je preko nemško-italijanske meje uspelo zbežati iz italijanske okupacijske cone v Nemško. Prav tako je bilo iz italijanske okupacijske cone v Nemško preseljenih 17.000 kočevskih Nemcev, seveda na izpraznjeno območje v Obsotelju in Posavju. Iz italijanske oziroma iz NDH v italijansko cono pa je pribežalo približno 10.000 ljudi. Znotraj zastraženega kroga, ki je obkrožal in sekal Slovenijo in Slovence, so bili, lahko rečemo, sektorsko še dodatno užičeni številni kraji, v katerih so za prehode vanje in iz njih uporabljali praktično enak princip, kot je veljal na državnih mejnih prehodih. Ker bodo preostali kolegi v svojih referatih predstavili posamezne segmente mejnega režima, se bom jaz v tej predstavitvi osredotočila bolj natančno na užičena mesta. Simbol užičenih mest je seveda Ljubljana, ki je bila v obdobju druge svetovne vojne tudi prvič in upamo zadnjič obmejno mesto. Po prepoznavnosti pa ji sledi Novo mesto, ampak za Italijo je bilo užičenje krajev na Slovenskem nekaj vsakdanjega, lahko rečemo modus operandi. V okviru raziskav smo namreč potrdili tudi užičenje Metlike, Semiča, Višnje Gore, Ribnice, Kočevja, Trebnjega in Grosuplja. Vsi ti kraji so bili obdani žico v celoti, pot v te kraje in iz njih pa je bila uradno mogoča le preko varovanih prehodov. Šentjernej denimo je bil utrjen z dvojnim užičenjem, poleg tega pa je bila južno od naselja še italijanska zapora meje s Hrvaško. Delno je bil užičen tudi Črnomelj in še nekaj drugih vasi v Beli krajini, kjer so po nekaj hiš znotraj vasi povezovali, utrdili in spremenili v vojaške postanke ter jih obdali z bunkerji in žico. Če so užičili le del kraja, je bilo to največkrat zaradi dodatnega utrjevanja vojaških in obrambnih postojank. Med tako zavarovanimi kraji dosedanje raziskave potrjujejo denimo vasi Zilje, Griblje in Podzemelj. Na vrhu Trške gore pa je bila žica denimo nameščena okrog cerkve. Na drugi strani italijanske okupacijske cone je bil užičen denimo tudi Logatec. Vemo, da sta bila delno na primer užičena tudi Borovnica in Vrhnika. Kraje so užičevali z bodečo žico, temu pa dodajali tudi vojaške postojanke, stražne stolpe, bunkerje, minska polja ali na žicah obešene mine. Takšne tehnike so seveda povzročile omejitev gibanja in stikov med posamezniki, med družinami, med skupnostmi. Prebivalci so praktično ves čas živeli v strahu, mnogi so pa se tako kot za prestopanje državnih meja odločili tudi v užičenih krajih za skrivne prestope, praktično vsi za voljo osnovnega preživetja. Podoba užičenih krajev se je v primerjavi s predvojno podobo popolnoma spremenila. Semič denimo so Italijani užičili julija 1942 med veliko italijansko ofenzivo. Poleg žice je bilo okoli kraja nameščenih še 11 obrambnih bunkerjev, ki so jih obkrožali strelski jarki. V mesto in iz njega so vodili vsega samo 3 prehodi, ki so bili zavarovani španskimi jezdeci.
Cerkveni zvonik pa je postal opazovalnica oziroma najvišji obrambni stolp v kraju in na njem sta bila nameščena težki mitraljez in minomet. Po italijanski kapitulaciji pa so Nemci žice okoli krajev obdržali in so celo nadaljevali z užičenjem. Edina izjema so bila ozemlja, ki so bila osvobojena in so ostala pod nadzorom partizanom, ki jih Nemci torej niso uspeli ponovno zavzeti. Jim je pa uspelo po kratkotrajni partizanski osvoboditvi jeseni 1943 ponovno zavzeti Idrijo, ki je bila v času med obema vojnama obmejno mesto med Italijo in Jugoslavijo, med letoma 1941 in 1943 pa med Italijo in Nemčijo. Po zavzetju so jo postopoma obdali žico in utrdili, s čimer se je ponovno poudarila pomembnost Idrije v vsakršni državni tvorbi. V Idriji so zaradi tedanje obmejne lege in rudnika že Italijani postavili vojašnico, vzhodno in severno od nje pa utrdbe tako imenovanega Alpskega zida, ki je predstavljal italijansko utrdbeno linijo na njeni strani Rapalske meje. Podobno so užičili še, kot sem rekla, Logatec, deloma pa še nekatere druge manjše kraje. Osnovni namen užičevanja krajev je bila potreba po blokadi krajev, največkrat zaradi pritiska partizanskih napadov, pa tudi zato, da bi preprečili stike med prebivalstvom in partizani, da bi preprečili pretok ljudi, informacij in blaga. Ljudje pa so, kot rečeno, vsakodnevno prehajali žico okoli krajev kot preko mej zaradi preživetja, zaradi stikov sorodnikov in tam, kjer ta ni bila mogoča, tudi zaradi verske tolažbe. Tudi partizanske enote so se bolj ali manj uspešno gibale preko meja, ki jih niso priznavale ali pa iz posameznih užičenih krajev oziroma v njih. Je pa partizansko gibanje postopoma preko vseh okupacijskih meja vzpostavilo tudi uspešno in razvejano kurirsko mrežo, ki je segala do vseh robov nacionalnega ozemlja. Torej, nikoli prej in nikoli poslej Slovenija ni bila tako fizično razdeljena kot prav med drugo svetovno vojno. Preostanke meja v raziskavi smo našli celo na 2000 metrih in več nadmorske višine. Triglav, ki so ga Nemci, recimo temu, izgubili po prvi svetovni vojni, so si ponovno prisvojili tudi simbolno, si so ga kmalu umestili med podobe na državnih poštnih znamkah. Mejnik na vrhu Triglava pa so nato avgusta 1944 pod sloganom Na tem vrhu nikdar več meja odstranili partizani in istočasno izobesili tudi slovensko zastavo. Tudi drugje na Slovenskem so meje padle, žal med zadnjimi v drugi svetovni vojni. Okupatorji so se tudi pod pritiski partizanske vojske umikali proti severu, a so poleg opustošenja zapustili za seboj tudi številne travme. Posledice njihovih dejanj so prebivalci čutili še nekaj časa. Povsod po Sloveniji so potekale denimo akcije za odstranjevanje preostankov meja, od podiranja žic do demontaže bunkerjev, kar vidimo tudi tukaj na fotografiji, in čiščenja minskih polj. Ampak prav žrtve min so žal postale zadnje žrtve druge svetovne vojne. Žal jih beležimo še desetletje po njenem zaključku. In če kaj, prav to dejstvo kaže na nesmiselnost vojn in meja. Najlepša hvala.